se boste strinjali z mano, da meni ni lahko zdaj nadaljevati za takim uvodom. Pa vendarle, Jože, hvala ti in en lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem Marija, lahko bila Cvetka, Marjana, Simona, ni važno. Rodila sem se pred mnogimi leti na Njivicah. Ne na tistih Njivicah na Krku, ampak enem majhnem naselju v občini Radeče. Občina Radeče je tista majhna občina tam nekje na slovenskem podeželju v Posavju. Aha, Posavje je pa tam, kjer teče reka Sava, spodnji del. Ko sem se rodila, šla v osnovno šolo, končala gimnazijo, šla na ekonomsko fakulteto, nisem vedela, kaj bi v življenju rada počela. Ampak oče mi je nekoč rekel, učiti se je treba, učenje in znanje je tisto, kar ti nihče ne more vzeti. Temu njegovemu navodilu sem sledila celo življenje. Dokončala sem 6. stopnjo izobrazbe, si prekmalu ustvarila svojo družino in se zaposlila. Takrat s 6. stopnjo izobrazbe v naši tovarni papirja v Ratečah druga najbolj izobražena oseba. In takrat je to pomenilo, da ti avtomatsko pripada nek status, nek položaj, neko mesto, ki sem seveda zasedla in potem po njem korakala navzgor po lestvici vsa leta. Ampak jaz, ko sem šla študirati, sem imela večje cilje. Želela sem si še kaj več znati, še kaj več doživeti, še kaj novega poskusiti. In potem sem se začela izobraževati. Hvaležna sem, da sem sledila nekem svojem notranjemu vzgibu in sem pač pri svojem 49. letu zaključila 7. stopnjo izobrazbe, ni pomembno. Pa sem potem pač naredila izobraževanje za vaditelja joge, pridobila licenco, sploh ni pomembno. Potem enkrat sem naredila šolo v Ameriki za life coacha, ni tako važno. V vmesnem času sem srečala se z andragoškim centrom, spoznala Nevenko, potem Zvonko postala mentor študijskih krožkov. In potem sem nadaljevala svojo pot radovednosti navzgor, naredila 42 let delovne dobe in se letos januarja upokojila. In verjeli ali ne, drugo leto bom stara 64 let. In ko sem poslušala na letnem posvetu te številke, kdo je star, kaj pomeni biti 55 plus, kaj pomeni, ko se enkrat 64 let star. In ko na nek način začutiš, čakaj malo. Jaz sem polna življenja, energije, znanja, volje do novega učenja in predanosti za to svoje bogato izkušnjo življenje, ki sem ga živela in znanje, ki sem ga pridobila, delim s tistimi okoli sebe za naš skupen dober razvoj. In zato prosim, ne smatrajte nas 60 plus za neko breme, za neko izziv, za neko problem. Bodite pametni. Povabite nas k sodelovanju. Hvala, Andragoški center, da smem danes biti z vami in vam o tem pripovedovati in izkoristite vse tiste poti in tiste znanje, izkušnje, veščine, kompetence, kakorkoli že temu rečete, ki smo jih mi tekom ustvarjalnih let razvili, pridobili, se jih naučili, tudi zato, da jih lahko delimo z vami in z mlajšimi generacijami. Prav tako rada delim znanje z otrocmi, ni važno del generacije odde. In zdaj mi dovolite en kratek sprehod po teh mojih slajdih. Poimenovala sem ga partnerji za razvoj. Jaz verjamem, da mi vsi učeči se, od rojstva pa do smrti se vsi učimo po imenju, smo vsi partnerji za to, da gremo naprej, da bi živeli bolje, najbolje, kar znamo in kar zmoremo. In zato, ker je za mene življenje en splet enih odnosov. Prepričana sem, da so najpomembnejši, edino pomembni trije. Odnos do sebe, odnos do drugih in odnos do narave. In če spoštuješ te 3 tipe vrste odnosov, potem lahko temu podrediš vse svoje delovanje, svoje bivanje in potem zagotovo lahko slediš razvoju. Kot sem rekla, jaz sem se rodila na Njivicah, to je podeželski prostor. To je neka majhno naselje, ki se veste, slovensko podeželje je prelep prostor, v katerem smo mi doma. Se veste, naravna dediščina, kulturna dediščina, medgeneracijsko. Poznate te definicije, te opise, ki jih tudi naša STO, ki se ukvarja s turizmom in ki v zadnje čase pripoveduje in nas uči, da je naše slovensko podeželje tisti najbolj paradni konj, na katerega lahko povabimo obiskovalce, da pridejo k nam, uživajo, se učijo in Bog daj tudi varujejo tisto, kar obiščejo. Pa vendarle je, čeprav rečemo, da je naše podeželje tudi bogato socialnim kapitalom, moramo priznati, da je majhni zaselek, majhna vasica
tam nekje na robu ene majhne občine, mnogokrat nima dovolj možnosti in priložnosti za učenje. Nima dovolj odprtih poti. Seveda tudi pri nas imamo že 4-pasovno povezavo, seveda tudi pri nas je že internet, mi nismo doma v Afriki. Pa vendar ne govorimo o funkcionalni nepismenosti, govorimo o tistih skupinah ljudeh, ki so starejši in ki tekom svojih rednih izobraževalnih poti niso imeli priložnosti se srečati s temi izzivi in jih spreminjati v znanje. In zato je vse življenjsko učenje, sem jaz to poimenovala, ker sej ni važno, kakšna terminologija je, ki govori o tem, da živimo v časih, ko je učenje nujno za preživetje. Brez učenja enostavno ne gre. Ali je to formalno, ali je neformalno, ali je izkustveno, ali je priložnostno. Še enkrat, besede niso pomembne, ampak važno je, da se mi moramo prilagajati času, v katerem živimo, če želimo živeti dobro. In to je edini cilj, ki ga vsako živo bitje sledi v življenju. Bivati dobro. Karkoli že koga to pomeni in kakorkoli se to izvaja. In zato se vprašamo pri nas, vsi seveda poznamo ljudske univerze, poznamo univerze v tretjo življenjsko obdobje, govorimo o teh formalnih oblikah, neformalnih, ki se navezujejo na izobraževanje starejših. Ampak vendarle, naš kmet iz Čimrnega nima ne javnega prevoza, niti znanja se zdaj peljati nekam v dolino, da bo obiskal ljudsko univerzo v tretjo življenjsko obdobje. In tako naprej. In ko smo se pri nas pred leti začeli ozirati, kako bi pa vendarle tem ljudem, ki iz mnogih razlogov so na nek način odmaknjeni od priložnosti za učenje, to učenje vendarle približali in jim ga ponudili, smo se ozirali po teh stvareh, ki so tle navedene. Študijski krožki, posebna zgodba, v njej bi lahko 2 predavanji govorili, jih sploh ne bomo omenjala, so pa neprecenljiv biser na podeželju. Potem pa seveda vse možne delavnice, srečanja, druženja, študijski obiski in tako naprej. In zdaj samo nekaj utrinkov, da boste videli, kako smo pri nas pred leti to zastavili in kako pri nas v praksi to zgleda. Začeli smo z organiziranjem utečenih tradicionalnih dogodkov, teden gozdov, dan zemlje, splavarjenju, teden življenjskega učenja, delavnice, razstave in tako naprej, cel spisek je napisan. In potem, kaj je bilo pomen in bistvo vseh teh naših povezovanj in druženj, da smo se med seboj povezali različni akterji, da smo v dogodke odtkali različne vsebine. Eno je bilo etnološko izročilo, drugo so bile tradicionalna znanja, tretje je bilo usmerjeno v smer turizma, kada govorimo o splavarjenju na Savi, četrto je bilo druženje, peto je bilo izmenjava medsebojnih znanj. Predstavljati si, kako se pogovarjajo starejši fantje med seboj, fantje, odrasli, starejši, kako so včasih hodili vasovat, kako so plezali po lojtrah. To je mnogo več kot tisti dogodek, ki smo ga mi pripravili. Ker vemo, da je pa znanje treba pridobivati na različne načine, se nismo ustrašili potovati v Pocerjevo domačijo na Gorenjsko dolino Radovne, tam predstavljati, kdo smo mi, sramežljivi naši ljudski pevci, mnogo predtem predno so dobili priznanje Energoškega centra. To je bil njihov pogled v svet, medgeneracijske delavnice. Takrat, ko smo povabili naše detke in babice, da so samo pripeljali ovce in koze in da so te naši otroci z vrtca in podružnične šole, ker veste, pri nas imamo samo osnovno šolo in eno podružnično šolo in nič drugega. In smo vsi skupaj gledali te ovce in koze. Seveda, ker so se študijski krožki pri nas začeli razvijati kot primer dobre prakse, vedno več jih je bilo so zelo različni, a seveda smo organizirali karavano študijskih krožkov. Potem smo imeli cel niz zgodb, kot je Jože že prej rekel, od drevesa do knjige, z roko v roki, od ježice do potice. To so zgodbe, ki so povezovali, kot rečeno, od drevesa do knjige, Gašperjev Kosta, najdebelejše drevo v Sloveniji, posvet pod Gašperjevim kostanjem in izdaja zbornika o ohranjanju in negovanju in okrogla miza na temo domačega kostanja. Potem spet osrednja etnološka prireditev, ker pač če že na kostanju zraste kostanj, potem je to ježico lahko spremeniš v potico. In smo vključili še aktiv kmečkih žena in vrtec in naredili osrednjo etnološko prireditev dnevih splavarjenja. Ves čas smo se ozirali, s čim se začnemo ukvarjati, da bi bili tukaj koristni tudi domačinom. Tistim, da bi pripeljali na podeželje znanja, ki so pomembna za dobro preživetje. Varujmo planet, uporabljajmo les, je bila ena od akcij,
ki nam je pomagala pri oblikovanju 10-letnega gozdno-gospodarskega načrta v naši občini. Morda vam to se sliši čudno, ampak veste, tisti mali lastnik gozda, ki ima svojo parcelo tam gor pri Repšetu, njega zanima, kako se bo to razvijalo naprej in tudi do te informacije ne pride, če mu jo ne prinesemo bliže. Evropski teden gozdov, že ustaljena praksa, obiski takšnih in drugačnih delegacij in oglarjenje. Oglarjenje je naša kulturna identiteta, ena posebna zgodba, ki na osnovi katere smo spletali različne vezi. Vezi z takratno ministrico, vezi z direktorjem Gozdarskega inštituta, žal pokojnim, vezi z našim Rudlom, našim najstarejšim oglarjem, ki je takrat še bil, ki je prižigal kopo. Veste, kako je pomenilo tem našem Egidiju, ki je pri nas najstarejši oglar v našem koncu, da mu je pritikala ena pozornost, da je lahko stisnil roko ministrici in ji dal izročil hlebec kruha. To je tisto, kar gradi odnose, to je tisto, kar težko meriš, ampak to je tisto, kar dviguje socialni kapital, o katerem radi govorimo. In seveda brez otrok ne gre. In kje ćemo začeti, če hočemo govoriti, varujmo planetu, uporabljajmo les. V osnovni šoli, v vrtcu, na prireditvah, gledaliških igrah, razstavi lesnih vrst in tako naprej. Obnovljive energije, viri energije, tema, ki je aktualna še danes. Po eni strani predavanje v naši hiši na Magovniku, po drugi strani obisk primerov dobrih praks, kjer si v praksi so šli fantje pogledati vse te peči in vse te naprave, ki jih rabijo za kurjenje. Branje z Manco Košir, študijski krožek, pa smo z Manco brali tudi na splavu. Spet ena druga skupina ljudi, podržavljanov, ki so se vključili v to zgodbo, ker nekatere ženske v glavnem pač rade berejo. In ženske, ki se rade pogovarjamo, potem tudi imamo vedno si kaj povedati o prebrani knjigi. Da pa ne boste mislili, da smo se pogovarjali vedno samo o narekovaju o lahkih temah. Organizirali smo tudi posvet izzivi Save. Vi veste, da na spodnji Savi je niz hidroelektrarn in to je bil eden od posvetov, kamor smo povabili tudi ugledne goste, strokovnjake iz energetskega področja, tudi domačo lokalno upravo in državne predstavnike, da smo se pogovarjali, kaj te hidroelektrarne na spodnji Savi predstavljajo za naše okolje, katere so prednosti in katere so pomanjkljivosti, kaj pomeni sprememba. JUFRO konferenca na Bledu, ena taka mednarodna konferenca, udeleženci 70 držav, kjer smo tudi mi predstavljali svojim prispevkom in seveda smo jih potem z veseljem povabili v Radeče, da smo jim predstavili naše sprevanjanje, kje živimo in kako delamo. V Svibnem ste mnogi od vas bili. Nacionalno odprtje tedna vseživljenjskega učenja, naši ljudski pevci, dobitniki nagrade Energoškega centra in seveda ena prireditev na odprtem prostoru, ki je bila res nepozabna. Seveda pa se pri nas na podeželju pogosto pogovarjamo tudi o gozdu, 60% Slovenije je pokrito z gozdom, pri nas v naši občini še nekaj več. In vsi kmetje so več ali manj lastniki gozda. In gospodariti z gozdom je znanje. In to znanje se tudi zaradi klimatskih sprememb, zaradi drugih sprememb, ki se dogajajo v okolju, spreminja. In osveževanje znanja, predstavitev novih pogledov, novih pristopov in novih načinov gospodarjenja z gozdom je ena konkretna uporabno znanje za lastnike. Pa da se imamo fajn, imamo koncert v parku, enkrat takšen, drugi drugačen, ali pa gremo kar v dolini Sopote, kjer si uredimo izvir doline Sopote, si privoščimo koncert violinski v gozdu in naredimo pohod, pa otroci nam pripravijo gledališko igro. Še ena v nizu zgodb, človek, gost, voda, karavana študijskih krožkov, parada učenja na Magovniku, če smo imeli že karavano študijskih krožkov, seveda mora biti tudi že parada, in če je parada, potem je to seveda veliko vas pri nas bilo. Imeli smo tudi delovno brigado. Pri nas se zavedanje, da je prostovoljstvo eno pomembnih elementov za vsakodnevno učenje, bivanje in osebnostni in družbeni razvoj, brez prostovoljstva ne gre. Po našem mnenju ne moreš vse obveznosti, nalogi, potrebe, ki se izkažejo na področju izobraževanja, umestiti v neke sisteme, v neka pravila igre, v neke razpise. Vedno je bilo in vedno bo, da mora biti en velik del prostovoljstva še vedno prisoten, da ljudje so iz notranje, lastne, srčne potrebe pripravljeni pomagati, deliti znanje. Delovna brigada je zgolj eden takih dogodkov. No in v zvezi s temi izobraževanji
bom kmalu zaključila, so tudi bile mnoge izobraževalne delavnice na Nageljniku, ki smo jih organizirali, pa ne samo mi sami. Tudi z seveda Zavodom za gozdove Slovenije, bom potem povedala, pa tudi z Kmetijsko-gozdarsko zbornico, tudi z Ministrstvom za okolje in prostor, tudi z drugimi nacionalnimi inštitucijami, ki so nam glede na naše potrebe, na naše povabilo in na naš ugled, ki smo si ga tekom let ustvarili, vedno zagotovili ustrezne, kvalificirane strokovnjake, ki so nas poučili o stvareh, ki so nas zanimale. In zato smo se pred leti odločili, da bo takrat jaz še v imenu javnega zavoda, Kulturno-turistični rekreacijski center, majhen javni zavod, odločili, da bomo naša prizadevanja dvignili iz lokalnega nivoja, kolikor se da više. In glede na to, da je, kot rečeno, naš prostor gozdni prostor, glede na to, da seveda sem jaz od nekdaj zaljubljena v naravo in naše gozdarje, s katerimi odlično sodelujemo, smo se odločili, da bomo pristopili k podpisu poslovnega dogovora z Zavodom za gozdove Slovenije z namenom, da skupaj soorganiziramo, razvijamo, izobražujemo, se podpiramo v naših prizadevanjih za kvaliteten razvoj tega našega prostora, v katerem živimo. In zato skupaj znamo, zmoremo in hočemo. In tisto, kar bi se na tem mestu še rada povedala, je to, da glede na to, da sem se januarja letos upokojila in glede na to, da sem še živa in zdrava, in jaz rečem, da sem 63 let mlada, smo tekom letošnjega leta odprli tudi društvo, ki se mu reče Društvo Inštitut Trilogy, ki nadaljuje poslanstvo, ali pa eno izmed poslanstev, ki jih je do zdaj, smo jih počeli v drugih okvirih, in tudi Društvo Trilogy je na tem, da podpiše dogovor o sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, že imamo dogovor sklenjen. Tudi Društvo Inštitut Trilogy je vesel, da ima priložnost sodelovati s Andragoškim centrom Slovenije in z vsemi vami in da pravzaprav ta moja prelomnica, ko bom drugo leto stara 64 let, kar se mojih dejavnosti tiče, pravzaprav ne pomeni zelo veliko. Hvala za pozornost, razmišljajte o tem, poskušajte umestiti v vaše letne programe, v razpise, v druge pristope, tudi segment takšnih vrst izobraževanj, o katerem sem danes govorila. Ta izobraževanja, take delavnice so visoko kvalitetne, življenjsko potrebne in med ljudmi odlično sprejete. Hvala lepa.